Razbojnikova usoda. Živela sta mož in žena, ki sta vse življenje skupaj kradla. Mož, ki mu je bilo ime Šandor, je najraje rabutal po poljih in vdiral kašče. Žena, ki je bilo ime Kana, pa mu je držala vrečo. Bila sta tako zvita in premetena, da ju rožniki niso še nikoli zasačili pri tatinskem opravilu. Če pa ju je kdo le videl, sta mu ponoči potrkala na okno in ga tako prestrašila, da si ni upal potem niti pisniti. Vsako poletje se je v vasi ustavil koritar. Bil je to potujoči cigan, ki je iz mehkega topolovega lesa izdeloval korita. Bil je v tem poslu velik mojster, zato so ljudje radi naročali njegove izdelke. Delal je od jutra do večera in zaslužil toliko denarja, da si je lahko njegova lepa žena vsak dan v tednu nadela druge uhane. Kana ji je zaradi lepote in dragega nakita hudo zavidala. Vihala je nos in vpričo moža ves čas po malem nargala. Le kdo mi je kriv, da sem vzela za moža razbojnika, ki ne zna drugega kot krasti krompir in zelje, je vzdihovala. Bi mar vzela za moža cigana, pa bi se lahko nosila kot prava mestna dama. Šandor je bil zaradi njene nejevolje hudo žalosten in zaskrbljen. Lahko bi se sicer ponoči vtihotapil v ciganov šotor in njegovi ženi ukradel nakit. Toda Kana ga seveda ne bi mogla nositi, ker bi ga ljudje takoj prepoznali. Potem pa se je le domislil, da bi lahko njen nakit v mestu zamenjal za drugega, in pri priči je začel kovati svoj tatinski načrt. Odpravil se je k ciganu in ga poprosil, ali mu lahko izdela korito. Mojster je bil seveda takoj za to in je že tudi zasekal svojo sekirico v les. Šandor je sedel ob njem na hlod in je ves čas preko nosu škilil naokoli. Moral si je namreč šotor dodobra ogledati, saj se je nameraval ponoči pritihotapiti po nakit. Ciganu se je zdelo njegovo vedenje čudno in je naposled dejal: Le kaj se že ves čas presedaš, kot bi sedel na mravljah? Ali morda nimaš dovolj denarja, da bi mi plačal? Ali pa se ti zdi, da korito ne bo dovolj dobro? Le kako si lahko sploh pomislil kaj takega, je v zadregi odvrnil razbojnik. Samo tvoje spretne roke občudujem in obžalujem, da ni Bog tudi mene obdaril s tako veščino. Prav lepo bi živel ob takem delu in nikoli me ne bi skrbelo, kaj bom dal v lonec. Tvoje roke zagotovo niso nič slabše kot moje, ga je tolažil koritar. A jaz sem pač imel to veliko srečo, da sem po očetu podedoval to čudežno orodje. Mu je pokazal sekirico, s katero je vešče dolbal. Že ded mojega deda je delal z njo, zato je svojega posla že tako vajena, da gre kar sama v les in mi ni še nikdar pustila niti enega žulja. Šandor je obmolknil, plačal korito in se odpravil domov. Vso pot je tuhtal o čudežni sekirici, ki da gre kar sama v les, in vse bolj se mu je zdelo, da bi bilo to pravo orodje zanj. Le še posedal bi na domačem pragu in izdeloval korita, žena pa bi preštevala denar.
Naposled se je odločil, da ciganovi ženi ne bo ukradel nakita, temveč bo vzel raje sekirico. Ponoči je potem to tudi storil. Ko je cigan zjutraj ugotovil, da mu je nekdo ukradel sekirico, ki je že stoletja potovala iz roda v rod, je povsem pobesnel. Zajahal je svojega črnega konja in zdivjal z njim po vasi, da so vse kokoši zakokodakale, otroci pa so se skrili materam pod krila. Privihral je tako ves nasršen k županu in mu dejal: Če mi do opoldneva nihče ne vrne moje sekire, bom naročil ženi naj pljune vražje oglje in prikliče nad vas nevihto. Tako bo grmelo, da se bo tresla zemlja, na mesto, kjer je skrita moja sekira, pa bo treščila taka strela, da bo vse živo zgorelo. Župan je vedel, da se z jezdnim ciganom ni dobro prerekati, in mu je obljubil pomoč. Poslal je glasnika, da je po vasi razbobnal v hudi grožnji, pa tudi sam se je napotil od hiše do hiše in prosil ljudi, naj se ne igrajo z ognjem. Šandor, ki je bil skril sekiro v kleti, se sprva ni zmenil za grožnje, saj je bil prepričan, da ciganova žena nima vražje moči. Ko pa se je začelo nad obzorjem na lepem oblačiti, ga je le začelo vse bolj stiskati pri srcu. Hodil je okoli hiše, se zaskrbljeno oziral v nebo in tuhtal, kaj naj napravi. Če bo na mesto, kjer je skrita sekira, res udarila strela, nama bo pogorela hiša, je dejal ženi. Nove pa pač ne bova nikoli dobila, saj hiše vendar ne moreva kar nekomu ukrasti. To pač pomeni, da morava to reč skriti nekam, kjer strela ne bo mogla do nje, je tuhtala žena. Najbolje bo torej, da jo pri mostu spustiva v reko, saj vendar oba veva, da voda ne more zgoreti. Razbojnik je poljubil svojo pametno ženo na lica, skril sekiro pod suknjič in se odpravil k mostu. A Goritar, ki je upal, da bo njegova grožnja izbezala tatu iz luknje, je seveda še kako pazil, kaj se dogaja v vasi. Ko je prišel Šandor k reki in je za mostom iskal tak tolmum, da bi lahko v njem potem sekiro spet našel, je cigan s konjem preskočil grmovje in se zavihtel predanj. Ubogi razbojnik se je tako prestrašil, da je kar dvignil roke nad glavo. Sekirica pa mu je zdrknila izpod suknjiča in padla na tla. Nesrečni človek, le kaj ti je bilo tega treba, je dejal cigan in pobral svojo sekiro. Ukrasti si skušal to reč, ki je ne sme nihče, razen nas Goritarjev, vzeti v roke, je bil videti prav zaskrbljen. Varuje jo namreč prekletstvo naših pradavnih dedov in bojim se, da se tej usodi ne boš mogel izogniti. Razbojnik je padel na kolena in ga milo prosil, naj se ga usmili. Obljubljal mu je v zameno za življenje svojo hišo in tudi vse drugo premoženje. A Goritar je še kar zmajeval in mu dopovedoval, da mu ne more pomagati. Odjahal bom do župana in mu sporočil, da sem našel svojo sekiro, mu je dejal. Naročil bom ženi, naj spet pokrije vražje oglje in se usmili vasi, se je povzpel na konja. Tudi ti lahko greš domov in verjameš, da se te moja roka ne bo dotaknila. Žal pa ti moram reči, da se s tem najverjetneje ne boš izognil svoji nesrečni usodi. Še to poletje te bo zanesljivo obiskala in takrat boš pač videl, kaj si prislužil svojo požrešnostjo.
Šandor se je ves preplašen vrnil domov in povedal ženi, kar mu je sporočil cigan. Sedla sta za mizo in dolgo tuhtala, kaj bi lahko te besede pomenile. Če te namerava obiskati nekdo, ki ti lahko napravi kaj hudega, potem pač morava poskrbeti, da te ne bo našel, je naposled dejala žena. Skril se boš to poletje v gozdu, kjer sva se že velikokrat skrivala, mu je pojasnila. Jaz pa bom tu doma že skrbno pazila, da ne bo nihče izvedel zate. Kakor sta sklenila, sta potem tudi storila. Šandor si je nadel svoj nahrbtnik in se še tisto noč odpravil v gozd. Kana, ki je ostala doma, pa je po vasi potarnala, da sta se z možem hudo sporekla in da je nemarnež odšel neznano kam. Tako sta potem živela vse poletje in se srečevala le, ko je bilo zunaj tako temno, da nisi videl niti za ped pred nosom. Dnevi so minevali in ni se zgodilo nič takega, kar bi lahko kakorkoli povezala s ciganovo napovedjo. Menila sta že, da so bile vsele prazne marnje in se veselila jeseni, ko bosta lahko spet skupaj kradla. Tedaj pa je Kana na poti do svoje hiše srečala tujo starko. Ženica je potovala peš in je vso svojo popotnico nosila v majhnem cekarju. Bila je zelo žejna in jo je prosila, ali ji lahko iz domačega studenca postreže z vrčkom vode. Kana ji je ustregla, saj se ji je zdela starka nadvse čudna in je takoj pomislila, da ima najverjetneje kaj za bregom. Posedeli sta na pragu in tedaj je ženica rekla: Videti je po dvorišču, da že dolgo živiš sama in nimaš moškega pri hiši, ki bi popravil plot in pokrpal streho. Kana se je zdrznila in dobro premislila, preden je odgovorila. Njen mož je bil pač razbojnik, ki tudi, ko je živel doma, ni rad popravljal plotu in prekrival strehe. Zato je zdaj lahko odvrnila, da jo je mož že pred časom zapustil in se izgubil nekje v širnem svetu. Če moški ni vreden svojega imena, potem je pač včasih bolje, če ženska ostane sama, je vzdihnila tujka in je prosila še za vrček vode. Zdaj je bila Kana že skorajda povsem prepričana, da starka išče njenega moža in da se tako izpolnjuje ciganova napoved. Povabila jo je v hišo in je bila ves čas nadvse prijazna z njo. Spraševala jo je o tem in onem in jo postregla s prigrizkom ter kozarcem rdečega vina. Vmes pa je v testo, ki ga je ravno tisto jutro vmesila, vtaknila merico mišjega strupa in potico potisnila v peč. Odločila se je bila namreč, da bo tujko zastrupila in tako seveda za zmeraj preprečila, da bi našla njenega moža in izpolnila prekletstvo. Res ne vem, s čim sem si zaslužila tako prijaznost, je dejala starka, ko ji je ob slovesu odrezala velik kos še tople potice in ji ga potisnila v cekar. Ničesar nimam, s čimer bi se ti lahko udolžila, zagotovo pa tudi ne bom nikdar prišla znova mimo. Jaz sem pomagala tebi, ti pa boš pomagala komu drugemu, je zagostolela razbojnikova žena in jo pospremila dobršen kos poti. Ko se je nato vrnila domov, ji je srce tako razbijalo od veselja, da bi najraje zavriskala. A vedela je,
da se mora vsaj še za nekaj časa potuhniti in potrpeti. Iz preostalega testa je spekla veliko marmeladno potico in sklenila, da jo bo ob mraku odnesla možu. Posladkala se bosta in skupaj proslavila dan, ki je razbojniku spet prinesel svobodo. Le kaj te je danes pičilo, da si prišla tako zgodaj in kar poskakuješ od veselja? Je že oddaleč vprašal Šandor. Tudi ti boš preskočil to grmovje, ko ti povem, kaj se mi je danes primerilo, je odvrnila vsa nasmejana. A zdaj se najprej najej, saj si gotovo lačen. Je razgrnila culo in položila nanjo marmeladno potico. Ne boš verjela, a sit sem, kot nisem bil že dolgo, je odvrnil razbojnik. Pomagal sem podvečer tam ob potoku neki ženici preko brvi, pa mi je v zahvalo poklonila potico. Bila je tako okusna, da vse od takrat, ko sem šel od doma, še nisem jedel take. Razbojnikova žena je kriknila in omedlela. Ko jo je večerna rosa, ki je počasi legala na gozdne trave in resje, spet predramila, je bil njen nesrečni mož že mrtev. Umrl je namreč od strupa, ki ga je v potico zamesila njena roka.